V dobrih 2 letih mandata je državni zbor deloval zelo učinkovito. Opravljenih je bilo skoraj 100 sej, od tega 22 rednih, ostalo so bile izredne seje. Sprejetih je bilo preko 215 zakonov. Od tega so jih poslanke in poslanci prispevali 25, državni svet 2, civilna družba pa je bila zelo aktivna. Kar 5 zakonov smo sprejeli, ki so bili predlagani s strani civilne družbe. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi je bilo vloženih 50 predlogov, kar je precej več kot prejšnja leta. V državnem zboru deluje 21 rednih delovnih teles in kar 4 preiskovalne komisije. Zahtevana pa je ustanovitev še ene parlamentarne preiskave. Zato, da bi se zaščitilo pravice preiskovancev v parlamentarnih preiskavah in da zakonodajna veja oblasti pri svojem nadzoru ne bi posegala v pristojnosti ostalih 2 vej oblasti in pa v pristojnosti samostojnih in neodvisnih institucij, sem predlagala sprejetje novele zakona o parlamentarni preiskavi, katere glavni namen je, da se preveri zakonitost in ustavnost akta o odreditvi parlamentarne preiskave. Novinarji me pogosto sprašujejo, kako je biti ženska na enem najvišjih političnih položajev v državi. In rada bi jim rekla, da enako kot moški samo na WC-ju potrebujem dodatne pripomočke. Pa žal ni tako. Pred menoj so še zmeraj ovire, ki pred moškim ne bi bile. In še vedno prebijam stekleni strop za ženske, ki bodo prišle za menoj. Pa še nekaj je. Ženske nosimo visoke pete. In noge lahko zelo bolijo v takih čevljih. Ampak z visoko peto pa lahko komu stopimo tudi na prste.